Na pomurskih poljih poteka te dni žetve. Po besedah direktorja Mlinopeka bo 10% od do sedaj odkupljene pšenice zrele za prodajo, ostalo bo vse za silažo, za krmo in predelavo. Kaj vi ste pripeljali danes žito v prodajo? Ja, pšenico. Kakšna pa je bila letina? Letina je bila, ja, mokro je bilo, ne? Zelo mokro, slabo pa toča. Se pravi, da bo slaba kvaliteta? Kvaliteta je tako ali tako slaba, ja. To je danes tipično prekmursko polje, poležana pšenica, uničen pridelek, slaba letina. Tega so se kmetje bali, zavarovalnice prav tako. Kar se bo izcimilo iz tega, pa še bomo videli. Vaša njiva ne izgleda najlepše. Ja, ne izgleda nobeno. Nobeno ne izgleda tako lepo, kot je bilo, kot je kazalo. Poglejte, no, tu bi moglo biti približno 6 ton pšenice, zdaj pa 4 tona pa pol. In koliko boste dobili za to? Ha? Koliko boste dobili za to? 100 evrov. 100 evrov? Ja. Pa se od tega ne morete živeti? Pa ne da se nikako preživeti, sploh ne. S čim boste pa nadoknadni, imate zavarovano? Imamo zavarovano. To je, ko imamo, dobro smo dali zavarovati, smo dali 20% povečati zavarovnino, kot je pa normalno, ne. In toliko, no zdaj, koliko je zdaj stroškov, za kombaj toliko, da itak dobimo tisti 60% plačano. Kaj pa kombajne najamete? Kombaj pa stane 140 evrov po hektaru. Po hektarju? Ja. In se vas več združi ali sami najemete? Ne, sami. Sami najemete. Ja. To on je kot obrtnik, on ima kombanja, mi pa njemi plačamo usluge. In od česa boste letos preživeli? Ja, težko da. Mi smo že letos 7,5 hektarov ječmena zmulčali, smo ga uničili, ne, smo z Mađarske pripeljali 26 ton. Ječmeno že. To imate za hrano? Za hrano za svinja. Mi imamo 500-600 komadov prašičov in njega. In bogi Poljske bo lačni zdaj? Tako, Poljski dolačni, pa njega koruza, pa njega nič.